Hvala za dobrodošlico. Ja, jaz sem zelo vesel, da sem tukaj zdaj pred vami in da sem podpisal za Maribor projekt glavnih ljudi, ki sem ga dobil, je bilo zelo zanimiv in premanljiv za mene. Kot Slovenec, kaj mislim, da je zelo pomembno, da je meni dala Slovenija veliko in toliko časa sem tudi nosil dres slovenske reprezentance. Sem imel, bom rekel, eno zahtevo, da ostanem v slovenskem nogometu in normalno takšnega kluba, kot je Maribor, je težko bilo odpovedati in ko so mi predstavili ta projekt v Turčiji, sem hitro sprejel odločitev. Hvala, prosim, kar vaše vprašanje. Bolj kot ne smo vedeli, kdaj ste odšli v Turčijo, pa se je vseeno, lahko rečemo, zavleklo? Ne bi rekel zavleklo, ker šele zdaj, jaz sem slišal dosti od novih lastnikov, na kakšnem nivoju delo, ampak ko sem prišel v Turčijo, sem šele spoznal, da je to top nivo, top level in je bilo pogovora veliko analiz in mislim, da se ni kaj preveč dolgo zavleklo, ker se je čakalo tudi seveda lastnika računa, tako da. So vam predstavili konkretne cilje oziroma kaj so bile tiste zadeve, ki so vas najbolj primamile? Dobro, to naj malo ostane med nami, kaj smo se pogovarjali. Seveda v Mariboru so pa vedeli cilji, da se poteguje za največja mesta in da se proba priti v Evropo. Kar odmeven je tale vaš prihod v Maribor. Na eni strani Trojan, na drugi strani Trojan. Kako ste vi to sprejeli vse skupaj, pa tudi odhod iz reprezentance? Je bila vendar lahka odločitev, koliko vas je vleklo nazaj, ker ste bili sredi enega cikla drugje? Ne, ni mi bilo lahko, normalno dobiš klic, je pa res, da sem se mogel tako odločiti. V torek sem dobil klic in v torek sem se moral odločiti, da grem. Seveda preteklosti ne moram spremeniti, ker starša sta iz Ljubljane in sem se rodil tam, tako da je pa res, da vsake sanje in vsaka želje mladega trenerja je delati sam in mislim, da tukaj ni bilo vprašanja, ko je poklical takšen velik klub. Po prvem treningu, kakšen material ste dobili v roke, kaj bo treba dodelati in na kaj bo treba paziti v teh dneh? Dobro, zdaj se šele spoznavamo, tako da bom sigurno v naslednjih dneh imel več informacij. Je pa res, da bojo prvo informacije dobili igralci, tako da bomo podelali, ampak mislim, da je kar dosti dobrih, mislim, dobra so ekipa, dobri igralci, je pa res, da veliko število igralcev tudi manjka. Časa za pripravo na prvega nasprotnika ni veliko, kako boste preživeli te dni? Mi smo maksimalno koncentrirani na vsak trening, kakor sem prej rekel, imamo število igralcev omejeno. Je res, da v prejšnjih dneh, da so bili še malce manj igralcev na treningih, mislim 12-13, danes jih je bilo že nekaj več, tako da dobro delajo, so motivirani in bodo dobili prave zahteve, kaj kako in jaz verjamem, da bodo to vse sprejeli dobro. Matjaž Kek je izjava, verjetno ste jo prebrali, je kar malce rekel, zameril vam, da ste šli sredi cikla, ampak verjetno, ko pride takšna priložnost, je težko oboje uskladiti, da bi ostali do konca cikla, pa potem šele šli na pregovore. Ja, jaz sem presenečen glede tega, ker prvi, ki je izvedel, je bil selektor Matjaž Kek. Prvi, pred vsemi in je bil potekel fenomenalno, potekel pogovor, normalno, da sem na to poklical tudi predsednika Mijatovića in pravim, je bilo pozitivno in sem malo presenečen, da
pridejo takšne stvari ven, ker smo šli na razen korektnih odnosih. Zdaj, sami ste rekli, ne morete izbirati, kje ste se rodili in kje ste bili v preteklosti, ampak iz igrišča spoznamo kot nekega nepopustljivega borca, kot nekoga, ki je dal glavo tja, ker drugi ne bi dali, oziroma ne, ker ne bi dali nogo. Je to takšen pravi challenge, bomo rekli, za vas, za začetek samostojne poti, ravno Maribor, ravno neka taka zanimiva zgodba glede na vse ozadje? Kakor ste rekli, oni, ki me poznajo, pa verjamem, da me kar vsi poznate, kakšen sem. Jaz garantiram, da bom dal 100% na vsakem treningu, na vsaki tekmi, da bom dal to energijo ekipi. Imam dosti izkušenj, ker so bili mentori, veliki trenerji. Normalno, od vsakega je dobro nekaj vzeti, tako da imam svojo filozofijo. Je pa res, da Maribor kot Maribor ima fenomenalne navijače, da mesto živi za nogomet in jaz mislim, da je prava odločitev, ker da se ponuja takšna priložnost, ni vsakdanšnja. Je pa to mesto znalo sprejeti tudi Ljubljančane, enega imate zdaj v štabu, recimo Jasmina Handanovića, ki je potem postal legenda Maribora. Načrtujete nekaj takšnega tudi vi? To bo čas pokazal in je pa res, da da se pogovarjamo, so moji prijatelji, da je še marsikoga, ko sem se slišal, da mi je najlepše stvari govoril o Mariboru, tako da ni bila težka odločitev in bomo pa čas pokazal, kakšen bo rezultat. Še o strokovnem štabu, nekako smo se malce šalili, da nismo vedeli, ali je trening Maribora ali trening Slovenije pred tekmo v Južni Afriki. Ja, velika imena so z mano in sem zelo vesel, da so fantje prišli. Zelo sem vesel, da so ostali sodelavci iz prejšnje garniture, da so tukaj, da smo našli skupen jezik in da dobro sodelujemo, smo se pogovorili in tukaj točno ve, kdo kaj dela. Gospod Cesar, omenili ste torkov klic, kdo vas je dejansko tukaj povabil v Kmetski vrt? Vemo, da gospod Tačun ima svoj kader, ki je zelo širok. Tako da sem se pogovoril prvo s Tanom, ki je tudi prišel v Slovenijo in skupaj smo šli v Turčijo. Hodili ste tudi, oziroma smo se pogovarjali zdaj o tej generaciji, takrat do 20, radi ste imeli Ljudski vrt, takrat, če se ne motim. Res je, mi smo takrat tukaj ustvarjali pravo atmosfero in takrat je bil 12 igralec naši navijači. To vsako tekmo, mi smo to izpostavljali in normalno, da smo tukaj preživeli najlepše čase te generacije in ko je Ljudski vrt poln, mislim, da je to prava atmosfera na nivoju Evrope. Koliko ste spremljali slovensko prvenstvo, verjamem, da ste ga, in pa kako bi opisali neko razmerje sil, moči ta hip v naši ligi? Jaz sem spremljal dosti slovensko ligo, kakor tudi druge lige. Sigurno sedaj, da je zraven Maribora in Olimpije, da se tukaj Celje zelo v zadnjih letih dvignil za novimi nasmiki, kaj tudi prav. Je res, da tukaj v tem delu prvenstva tudi manjše ekipe so kar dosti dobrih tekmov odigrali in so presenetili marsikoga. Tako da je šele začetek, ampak je kar dosti izenačeno, tako da bomo mogli biti na zares visokem nivoju. Je točkovno izhodišče v vašem prihodu takšno, kot si ga lahko trener želi? Pa je, poglejte, trenerji se menjajo in tudi prihaja, tako da lahko rečem, da je tudi Ante, kolega, da je oddelal dobro sezono prejšnjo in sedajšnjo, tako da mislim, da mi je pustil dober bazični del, tako da je pa res, da so nekateri rezultati vodili temu, da sem sedaj jaz tukaj. Koliko vas še to navdaja z optimizmom, da kar dolga pogodba, se pravi, dejansko ne računa na neko
konstanto čez daljše obdobje? Ja, to je samo en mozaik, kaj sem prej rekel, da so pogovori bili res intenzivni, da ko vidiš to, da ne bom ponavljal spet mašinerijo v profesionalizmu, tako da tudi ta projekt, ki smo mu predstavili s takšno pogodbo, je dokaz temu, da verjame. Morda še o delu z mladimi, še reprezentant do 21 let mora biti ne v kadru oziroma nekdo, ki lahko igra. Maribor ni imel predstavnika zdaj v tej generaciji, ki se je uvrstila oziroma skoraj zagotovo uvrstila na Evropsko prvenstvo. So tekli pogovori tudi o tem delu z mladimi, kako gledate na to? Teklo je v vseh panogah, tako da tudi seveda temu dosti časa smo te teme pustili in ja, je malo čudno, da ni niti enega, ampak verjamem, da te generacije, ko sedaj prihajajo, da imamo v U17 lepo število igralcev, v U19 isto, tako da verjamem, da bojo igralci prišli, da bo bili priključeni in normalno je pa na njemu, da vidimo, kako se bojo razvijali.